šta svoje grehe njati. Jezuša krvi je močna kri, jer žele šatani protistati, toj krvi velika močna kri. Jeste moč, moč, čudovita moč, Jezušovoj krvi. Jeste moč, moč, čudovita moč, Jezušovoj svetoj krvi. Oh, či si zgizdostjo obteženi, Jezuša krvi je močna kri. Hodi k njem, zrači se na Golgoti, toj krvi velika močna kri. Jeste moč, moč, čudovita moč, Jezušovoj krvi. Jeste moč, moč, čudovita moč, Jezušovoj svetoj krvi. Či spoznaš, kaj v srci teži, Jezuša krvi je močna kri. Nečista srca na čisto splavi, toj krvi velika močna kri. Jeste moč, moč, čudovita moč, Jezušovoj krvi. Jeste moč, moč, čudovita moč, Jezušovoj svetoj krvi. Služiti nameniš ti, Jezuši, Jezuša krvi je močna kri. Spevajmo veselo zikanje mi, toj krvi velika močna kri. Jeste moč, moč, čudovita moč, Jezušovoj krvi. Jeste moč, moč, čudovita moč, Jezušovoj svetoj krvi. Jeste moč, moč, čudovita moč, Jezušovoj krvi. Jeste moč, moč, čudovita moč, Jezušovoj svetoj krvi. Jezušovoj svetoj krvi. Jezušovoj svetoj krvi. Jeste moč. Lepo pozdravljeni ponovno v domu našega nebeškega Očeta. V domu našega Očeta, ker je vreden vse slave, ker je vreden vse časti, ker njim mi izkazujemo na tom mestu. Ne samo tu v Nuskove, ampak tudi v Vodarcaj, v Fokovcaj, v Soboti, v Vaščici in pa v vseh ostalih crkvah po Sloveniji. Pa ne samo po Sloveniji, ampak po celom svetu. Svet slavi našega nebeškega Očeta. Pa ne samo v cerkvaj, pač pa tudi na drugih mestih moramo biti Jezušovi pričevalci. Tudi do nas pozvejo različne organizacije, je prav, da se odzovemo in prenesemo Božje sporočilo tistoj skupini. To, kot je Zoj naš pastor tudi, ste mogoče odpoznali, je odsoten, je na svečanosti gasilcev v Svetem Juriji in pa tudi včeraj so naša bratja in sestre bili v Puli na Hrvaškem na dogodki, kot obiskovalci. Naša sestra Ema je pa bila tudi med nastopajočimi. Znate, to je veliki blagoslov. To je veliki blagoslov, da smo lahko tako aktivni v domačem okolju in pa tudi drugje v širjenju Božje besede. Bogu resnično pripada vsa slava in mi pripada vsa čast. In moja želja je, da vsi pridemo do toga spoznanja, do zavedanja, da smo tu zbrani kot Božja družina z namenom, da slavimo nebeškega Očeta, da se duhovno izgrajujemo in mu tako šli naprej trdnejši v veri v Boga. Jezus nam v Mateji 11. poglavju 28. vrstici pravi tak:
Mislim, da je to fej znana vrstica, Matej 11:28. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. To ne prejemamo samo v cerkvi, ampak lahko to prejemamo vsak dan znova in znova v preberanje Svetega pisma, v pogovori z Bogom, v grajenju našega odnosa z Jezusom Kristusom. On je namreč ne omejen samo na tej prostor, ampak želi biti prisoten tudi v mojem, tudi v tvojem privatnem življenju. Zatekajmo se Jezusu stalno in vse posebej in nam bo dal počitek. Dostikrat je namreč, ko se ne zatekamo Gospodi, tako bi se mogli. Idemo večkrat brez, ko bi se zavedali z glavo skozi zid. Mislim, da nam je to ništa ni predvsej poznano. Stvari upravljamo nekako avtomatsko, ker smo že vpeljani v vsa ta opravila, v vsa ta dejanja in smo skoraj kako bi bili na avtopiloti. Kaj enostavno klikneš tipko in ideš. Prideš v službo, preklopiš nastavitve na avtopilot, ok, to pa to imam, idemo in te čez nekaj se zaveš, ko si bil delno odsoten in si premišljaš, kot je sem ga sedelo, čakaj, to je zrihtano, ovo je vredi. Si na poti v službo ali pa obratno ideš domov z službe, v ozadju je muzika, se sprostiš, se enostavno izklopiš in se zgubiš v mislih. To se meni še dostikrat zgodi. Najnovk se zaveš, ko si bil odsoten in si misliš, kako je možno, ko sem ga zvonaj do ceste odletel, pospravo se ne na cesto gledal nekako. Prideš v cerkev, kako iz rutine, iz ene, bi lahko povedali, navade, popevljaš v časi slavljenja, prepevaš prekmurske pesmi, poslišaš predgo in kdo pridgar vdari po predganci, se nauk zaveš, ja, pa jaz sem sploh ne bil z mislimi prisoten. Ne sem bil prisoten mentalno pri bogoslužje. Ali se zavedaš svojega trenutnega stanja? Stojiš na trdnih tleh ali pa se pustiš voditi od okoliščin in si na avtopiloti? Ali se zavedaš, ko je Jezus včinil za mene in za tebe? Ali se zavedaš, ka odrešenje in pa večno življenje v nebesi lahko dosežemo samo prek Jezusa Kristusa? Samo prek Jezusa Kristusa. Ali si že sprejel Jezusa Kristusa v svoje srce? Ali pa se umisliš, ko si? V nedeljo smo bili skozi Božjo besedo izzvani, naj ljubimo Boga. Kar je največja naloga vsakšega človeka. In naj tudi vidimo in ljubimo svojega bližnjega. In to ne kakorkoli, pač pa naj ljubimo svojega bližnjega kot samoga sebe. In to so stvari, ker se je treba zavedati in jih treba nositi v srci, ker je treba živeti. In ti Bog te pozove, Bog te je pozval in Bog te želi imeti pri sebi, ko boš njime služil. Kako se boš odzval na njegov klic? Resnično moja želja je, da vsi mi spoznamo in se zavemo toga, kako velik je naš Bog in ko je on žrtvivo za vsakšega izmed nas, za mene, za tebe. In pa še posebej to, ko ga postavimo na prvo mesto v naših življenjih, ko njimi iskreno služimo. In te zavipamo tudi našo preteklost, kakoli je bilo, našo sedanjost, kakoli se trenutno dogaja, in pa našo prihodnost, ko nas še čaka. Ne vemo to, ampak to vse lahko zavipamo našimi Bogi. In dnes smo pogledali tekst iz Svetega pisma, ker nas poziva, naj smo bolj pozorni na stvari, ker se dogajajo v naših življenjih.
In iz spoštovanja do Božje besede vas vabim, ka što leko vstanemo in skupaj preštejmo dogodek zapisani v Markovom evangeliji 7. poglavje 24 do 30 vrstica. Marko 7, 24 do 30. Vstal je in od tam šel v pokrajino Tira. Stopil je v neko hišo in je želel, da bi tega nihče ne izvedel, vendar ni mogel ostati skrit. Tako je slišala o njem žena, katere hčerka je imela nečistega duha in je prišla ter mu padla pred noge. Žena je bila Grkinja po rodu Sirofeničanka. Prosila ga je, naj izžene demona iz njene hčere. Govoril ji je: pusti, da se najprej nasitijo otroci. Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je odvrnila z besedami: Gospod, tudi psi pod mizo jedo drobnice, ki padajo od otrok. Rekel ji je: zaradi te besede pojdi, demon je šel iz tvoje hčere. Odšla je domov in našla deklico, ki je ležala v postelji, in demon je šel iz nje. Ja, Gospod Bog, hvala ti za te dan. Hvala ti, da smo ponovno lahko zbrani v tvojem domu, da smo te že lahko slavili in častili z pesmami, da smo lahko poslušali že tvojo besedo v uvodi, Gospod Bog, in tako tudi zdaj. Ti odpri naše srce, ti odpri naše razmišljanje, Gospod Bog, da bi lahko sprejeli to, ko imaš ti za nas pripravljeno, da bi lahko pogledali v svoje življenja in to, Gospod Bog, aplicirali to, ki ti želiš, Gospod Bog, da bi lahko poslušali to besedo in tudi jo živeli, Gospod Bog. Hvala ti za vse. Amen. Izvolite sesti. Prešteli smo en tekst, en dogodek, ker je mogoče ne tako poznani vsem, je pa fejst pomemben. Je fejst pomemben, ko ga razumemo in pa ko ga nosimo v srcih. Če na hitro preštejemo tekst in se te več tako ne poglabljamo dosti v vsebino, ko vse se je zgodilo, se nam mogoče zdi, da je Jezus bil tu nesramen do te žene. Ampak ne bi rad, ko bi naše razumevanje toga teksta bilo takšno, zato vas vabim, da skupaj pogledamo vrstico za vrstico in probamo čim bolje razumeti, ko se je dogajalo in pa ko nam Bog želi skozi te dogodek povedati. In lahko se vrnemo na začetek teksta, torej prešteli smo Marko 7. evangelij in pogledamo 24. vrstico. Vstal je in od tam šel v pokrajino Tira. Stopil je v neko hišo in je želel, da bi tega nihče ne izvedel, vendar ni mogel ostati skrit. In če bi gledali poglavja, tekst pred tem dogodkom, je Jezus bil stalno, konstantno ninder v javnosti, med množico ljudmi in je včil ljudi. In če bi, kako sem povedal, pogledali nazaj v prejšnja poglavja, se je stalno nekaj dogajalo, stalno je bila nekšna aktivnost in vrvlen, ker si je Jezus želel tudi malo mira. Potom, da je Jezus nahranil 5000 mož, se je dosti časa z učenci pomikal po območjih okoli Galileje. In s tem se je tako povedano izmikal tudi svojim nasprotnikom, ker so bili proti njemi. In tej čas je koristil, ker bi lahko nas samo poučeval tudi učence in jim razlagal besede, ker je že včil. 25. vrstica. Tako je slišala o njem žena, katere hčerka je imela nečistega duha in je prišla ter mu padla pred noge. Žena je bila Grkinja po rodu Sirofeničanka, prosila ga je, naj izžene demona iz njene hčere. Mislim, da je bil sami to, kar je že to enkrat povedal v eni izmed njegovih pridig, ampak Jezus je bil, bi lahko povedali, slaven. Jezus je bil popularen, je bil tistega časa, bi lahko povedali, super zvezda. Kajti vsi so skoraj že čuli, kakšne čudovite, kakšne velike stvari so se dogajale, tom, ki je bil Jezus. In to so tudi vsi sami želeli izkusiti. V tom tekstu je to ne bilo nika noček, ampak je, kako smo prešteli, žena Grkinja včasih, kdo je čula, kaj je Jezus
prišel v mesto, v ves, šla in padla njemi pred noge s prošnjo, ka naj osvobodi njeno hčerko demona. In verjamem, da bi v njeni situaciji tudi mi vsi tako napravili. Vidiš, kaj nekako čuješ, kaj nekako prišel v ves, ker je lahko pomaga, ker ima moč osvobajati, ker ima moč zdraviti, ker ima moč odrešiti. Je pa zanimivo, ko imamo izpostavljeno njeno, bi lahko povedali, narodnost. Zakaj pa je ta otok, bomo videli zdaj v naslednji 27. vrstici. Govoril je, pusti, da se najprej nasitijo otroci, ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. In kaj je za Jezus želi povedati toj ženski? Kaj je ona pes? Ne je to nesramno, glede na to, kaj je ženska prišla pred Jezuša samo prositi za pomoč njenoj hčerki. Niti ne nič sebičnega prišla prositi, ampak pomoč njenomi deteti. Ampak kaj je razlog, ko se je Jezus tako odzval? Če bi še pogledali, kako je te isti dogodek zapisan v Matejevom evangeliji, v 15. poglavju 23. vrstica, tam piše, kaj Jezus ni odgovoril niti besede. Jezus jo je želel ignorirati. In drugi del te 23. vrstice pravi tako, tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili, odpravijo, ker vpije za nami. Tu še vidimo, ko so tudi učenci pristopili in ga prosili, pa daj pošli v kraj ali pa pomagaj njej, tjeko, ka ne da kričala za nami, ka ne da še drugi znali, ka smo tu. Zakaj? Razumeti moramo, kaj je Jezus prišel prvenstveno na prvo mesto za izraelsko ljudstvo, za Božje izvoljeno ljudstvo. Prišel je kot njihov obljubljeni Mesija, njihov rešitelj. Ta žena pa je bila poganka. Zato je tudi v tom tekstu poudarjena njena narodnost, oziroma skec je bila. Izraelci pa so vse neizraelce, bi lahko povedali, torej pogane, imeli za pse. Pogledamo še eno vrstico iz Matejevega dela, torej naslednjo vrstico, in te smo vrnili nazaj v Markov opis dogodka, Matej 15:24 vrstica, in to pravi tako, odgovoril je in dejal, poslam sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Jezus je s tem želel povedati, ka mora biti evangelij najprej oznanjeni Judom. Ali ste v preberanju tega teksta morda pomislili na to, kaj je Jezus to ženo, kot poganko, želel preizkusiti v njeni veri? Namreč, če pogledamo naprej, njeni odziv na Jezušove besede v Markovem evangeliju 7. poglavje 27. vrstica, idemo naprej, vidimo, kaj je žena znala, ko se dogaja. Pusti, da se najprej nasitijo otroci, ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. In potem v naslednji vrstici se je žena odzvala tak, 28. vrstica. Ona pa je odvrnila z besedami, Gospod, tudi psi pod mizo jedo drobtinice, ki padajo od otrok. Dejstvo je, kaj je ta žena razumela Jezušove besede. Ona se je zavedala, ka ne pripada narode, katerega se je Bog izbral. Je pa vseeno bila pripravljena sprejeti tudi še to najmenje, tudi te drobtinice. Torej, nauk in dejanja, ko ga je Jezus na prvem mestu namenil Izraelcem, je bila ta žena pripravljena sprejeti tudi v menjših, tako povedano, količinah. In ona je pri tom vztrajala. Či glije menje, či glije nej, to vse veliko, ko je Bog mi pripravljeno za Izraelce, je vztrajala pri tom, ko tudi to malo prejme. In Jezusa je ženin odgovor, ko užalo?
Ne. Jezusa je odgovor te ženske zelo razveselilo. Njene besede so odražale ne le bistroumnost, modrost, ampak tudi vero in ponižnost. In njeno veliko vero je Jezus nagradil. 29. vrstica in naprej. Rekel ji je, zaradi te besede pojdi, demon je šel iz tvoje hčere. Odšla je domov in našla deklico, ki je ležala v postelji, in demon je šel iz nje. Amen. Kako čudovito. Ponovno je Bog, ponovno je Jezus včino čudež. Moramo razumeti, kaj Jezus v tom odlomku ne pokazal nespoštljivost proti toj ženski, ampak je testiral njeno vero. Ona je popolnoma razumela Jezusovo analogijo o družinskom ljubljenčku, torej kaj lepše povem o kužeki, ker nema iste privilegije kot pa deca, kot pa otroci. Tu se izpostavlja, kako je Božja volja, ko so tudi pogani, torej ljudje, ker ne so po rodi Izraelci, leko deležni Božjega blagoslova. Žena je razumela, ko so privilegiji Božjega kraljestva dostopni vsem, resnično vsem, ki kažejo, ker izkažejo iskreno in vztrajno vero v Jezusa. Zato je kljub Jezusovim besedam odgovorila na takšen način. Ona se je zavedala situacije, v kateri je bila. Zavedala se je besed, ker je Jezus gučil. Zavedala pa se je tudi, kad je destrajala, kada je Jezus pomagal. Kaj najprej postavi eno vprašanje za vse nas. In lahko vsak še sam pri sebi da seveda odgovor. Ampak ali se zavedaš, kaj te Bog ljubi? Naš odgovor bi mogel biti da, ja, amen. Pa ne samo zato, ker se to spodobi, to povedano povedati. Ampak zato, ker lahko povem, ker večina izmed nas že toliko let poslušamo Božjo besedo vsakšno nedeljo in ništa ne, nažalost, sicer ne vsi, ampak tudi v sredo prihajamo na molitve. Preberemo Sveto pismo in stalno znova in znova. Po toliko časa bi mogli Božjo resnico nositi v srcih in mislih konstantno in jo tudi živeti. Če pa se po toliko časa še ne zavedamo, ko nam Bog stoji ob strani, ko želi, ko se njime stalno znova in znova iskreno zavipamo, te pa je neka narobe. Bog ne daj, ko bi kogakoli jaz izpostavljal, ampak neščen, ko bi obiskovala nedeljska bogoslužja in vse ostale aktivnosti, ker imamo čez keden, samo iz nekšne navade. Zato, ko smo podstalno odili. Ampak, ko bi prihajali se z željo izgrevati odnos z Bogom še bolje in bolje. Ko bi želeli biti bliže in bliže in bliže in bliže našimi nebeškimi očeti. Mogoče pa se zavedaš, ko te Bog ljubi, ampak njime te ljubezni ne vračaš toliko, kot bi leko. In se ne trudiš delati za Gospoda. Si enostavno na avtopiloti v duhovnem življenju. Ne potrudiš se poslušati Božje besede, pa je to že seznam, to sem že sečil. Sveto pismo sem že preštel skozi, znam, ko se dogaja. Pesmi ne popelješ, ker si misliš, pa nemam ga posluha, komu zdaj popevaju, pa samo mojih motu. Ne si aktiven v molitvi, ve pa Bog me razmi. Nekak že Bog zna. Jakob, 2. poglavje,
26. vrstica zapiše tak. Kakor je namreč telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera brez del. Brez del, ki bi poveličevala našega nebeškega očeta, je naša vera mrtva, je naše vrvanje šenki, brez pomena. In Bog si ne želi, da bi tavali po tom sveti na avtopiloti, da bi shajali z dneva v den, z kedna v keden, delali naše opravila z leta v leto, pa kak bo, čas je čas, pa pridemo že nekak dole. Ne. Želi, da hodimo z zavedanjem, da nas je odrešil, da nas je vzljubil in pa da nam je zvest. Bog se želi, da preberemo Sveto pismo znova in znova, kad je skozi Biblijo. Nam Bog najpogosteje želi govoriti, razodevati stvari. Se želi, da spremljaš pridige in si pozoren na to, kot ti želi povedati skozi osebo, ker je dal besedo na srce. Se želi čuti tvoje iskreno slavljenje, tvoje popevanje, pa če gleda mogoče malo mimo. Bog ne gleda na kvaliteto izvedenega slavljenja. Na teleku imamo še tako dobro slavljenje, tako točno ponovno je zašpilano. Ampak kot je to koristi, če nemaš pravega stava srca? Ko nam koristi slaviti Boga, če smo neiskreni do njega? Bog oče želi pogovora s tebой v molitvi. Znaš zakaj? Ker te želi prisluhniti. Želi čuti, ko te teži, ko te skrbi. Želi čuti, kako se njimi hvaležen, kako se njimi zahvalim, kako se veseli. Želi čuti tvoje želje. In mi ne povemo, kaj je Bog naš nebeški oče, samo zato, ker se lepše čuje. Ampak zato to povemo, ker on je moj, on je tvoj nebeški oče, ker se želi skrbeti za najdva. Ali se zavedaš toga? V psalmi 143, 8. vrstica, imamo to zapisano v Svetom pismi. 143, 8. vrstica. Daj mi zjutraj zaznati svojo dobroto, saj vate zaupam. Daj mi spoznati pot, po kateri naj hodim, kajti k tebi vzdigujem svojo dušo. Bog se nam želi razodeti. On želi pokazati pot, kjer se naj držimo. Čaka na mene in čaka na tebe, ki se jimi zavupava. In glej, prejšnji, kjer smo bili priča Tomi, kako se je brat Tomi odločil za naslednji korak sledenje poti za Gospodom. In to je čudovito, to je na blagoslov njemi, to je na blagoslov vsem nam, kot brati in sestre v Kristusu. To je na blagoslov cerkvi. Ampak to še ne pomeni, kad je vse ok od zdaj dole. To, kako vsakšen odnosi treba še posebej v odnosi z Bogom delati in biti aktiven. Ne samo sprejeti to in gotovo. Se truditi, izgrajevati te odnos. Namreč Bog ti ne želi nič slabega, ampak želi tebe, želi mene ponicati za širenje evangelija, za oznanjevanje njegovega imena. Mi smo ne sami. Jaz in ti smo ljubljeni od Boga. Nuskova je ljubljena od Boga. Goričko je ljubljeno od Boga. Slovenija je ljubljena od Boga. In Bog nas pozna. Zakaj? Zato, ker nas je ustvaril. Zna, ko nicamo, zna, ko je dobro za nas. In pomembno je, ko pridemo do toga spoznanja, ko se zavemo, kakšno veliko ljubezen ima Bog oče do nas. Namreč, ko je dal za nas?
svojega edino rojenega sina je dal za mene, je dal za tebe. In na koncu še lahko preštejemo iz Judovega pisma, prvo poglavje, 20 do 21 vrstice in potem 24 do 25 vrstic. Juda 1, 20 do 21, 24 do 25. Vi, ljubi, pa izgrajujte sebe na temelju svoje presvete vere, tako da molite v svetem duhu, ohranite se v Božji ljubezni in čakajte na usmiljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki pelje v večno življenje. Njemu pa, ki vas mora varovati pred padcem, ter vas brez madeža in v veselju postaviti pred svoje veličastvo edinemu Bogu, našemu odrešeniku po našem Gospodu Jezusu Kristusu, slava in veličastje, moč in oblast pred vsemi veki in zdaj in na vse veke. Amen. Se zavedaš svoje odgovornosti? Se zavedaš toga, kot ti je Bog zavipal, da te je sprejel za svojega otroka? Odgovornosti, ko boš njegov služabnik, njegov glasnik vesele novice vsem okoli sebe, kjerkoli se nahajaš. Naj to vodi in blagoslovi v vsem, ko delaš za izgradnjo njegovega kraljestva. Amen. Gospod Bog, hvala ti za tvojo besedo, Gospod Bog, hvala ti, ko se ti skrbiš za nas iz dneva v den, Gospod Bog, in hvala ti, ko nas ti želiš pripeljati do spoznanja, do zavedanja, ko si ti dal za nas, za vsakšega posameznika, svojega sina, Gospod Bog, sina, ker je bil rojen, Gospod Bog, na tej svet, ker je šel skozi celo življenje, je šel na koncu življenja skozi vso to grozno trpljenje, ko je mrl na križi in vzel self v tej grob vse grehe sveta. Ko bi lahko ges in vsi ostali imeli način priti do tebe, Gospod Bog. Ampak Jezus še ne ostane mrtev, ampak namreč se je Bog ti izdignil od mrtvih. Gospod Bog, častimo te, slavimo te zato in resnično noj se zavedamo toga, kakšno veliko in mogočno dejanje je to. In to je ne bilo te samo, to se gnezde in še dogaja in ti želiš, ko mi tebi zavipamo naše korake, naše življenje, kaj ti samo tok, skozi našo vero boš ti leko posredivo v naše življenje, boš ti leko delivo v naše življenje, Gospod Bog. Noj smo luč, kjerkoli smo, Gospod Bog. Ti ne zoveš vsakšega, ki ide v Afriko, ki ide v Azijo, ki ide komokoli doleč, ampak ti zoveš vsakšega, resnično, kaj je že priča, kaj je luč v svojem okolju, v svojem domačem kraju, Gospod Bog. Ti želiš, ko so mi luč, ti vsakšemi posamezniki, ker išče. In Gospod Bog, tvoja želja je, kot tudi ti posameznik najde tvojo besedo, tvojo ljubezen, tvojo milost. No, resnično udejanjamo tvojo besedo, naj smo poslušni tvojimi klici za naša življenja. Amen. Amen.